Lepo pozdravljeni v oddaji, ki je posvečena gospodarstvu Maribora. Dejstvo je, da je v štajerski prestolnici veliko uspešnih podjetij, veliko pozitivnih podjetij in tudi dogodkov ter sogovornikov. Za podjetništvo, predvsem za mlade podjetnike, je pomembno, da dobijo v začetku podporo, od klasične s prostori do pomoči pri iskanju virov financiranja za sicer velikokrat zelo dobre produkte. Seveda o vsem odloča trg. Prav tovarna podjemov oziroma podjetniški inkubator Univerze v Mariboru je pravi naslov za podjetnike začetnike oziroma start-upe. Dejansko je start-up scena nenehno v porastu, še posebej v Mariboru, kar pomeni, da število podjetij, mladih podjetij se ne zvišuje toliko, kar pa tudi ni bistveno. Bistveno je, da so mladi podjetniki in podjetnice seveda vedno boljše pripravljene oziroma vedno bolj resno vstopajo v zgodbo lastnega podjetja. In so temu primerno tudi rezultati boljši oziroma bolj obstojni, če govorimo o obstoju podjetja. Kljub temu, da veliko startup podjetij deluje v Mariboru, pa to za posel ni niti toliko pomembno, kje so locirani. Absolutno ne. Mislim, govorimo o takšnih in onakih startupih. Dejstvo je, da tisti startupi, ki so vezali na neke vrste, na aplikacije, na splet, tam je res čisto vseeno, kje fizično oseba sedi. Drugače je malo s tistimi startupi, ki imajo nek fizični izdelek, storitev, ki ga seveda treba nekje proizvajati in potem neposredno na trgu tudi prodajati. Odvisno je, s čim se podjetje bavi. Tovarna podjemov pomaga veliko mladim podjetjem na različne načine. Mi imamo številne programe, se pravi, kot tisto izhodišče tovarna podjema, mi smo podjetniški inkubator Univerze v Mariboru, kar pomeni, da kot inkubator nudimo celovito storitve na področju, se pravi, identifikacije poslovne ideje, se pravi, nekdo pride k nam, ali bi s to idejo lahko ustvarjal prihodke in potem skupaj ugotovimo, če ja, v kakšnih okoliščinah, se pomaga pripraviti poslovni model, poslovni načrt, so tu različna izobraževanja iz poslovnih področij, mreženski dogodki, ki so zelo pomembni, da se veča oziroma širi socialno omrežje tega podjetja, seveda podjetnika, in pa seveda različni pospeševalniki tako na regionalni kot na nacionalni ravni. Mlada podjetja se srečujejo s številnimi izzivi, tudi težavami. Ena skupna težava, ki jo imajo čisto vsi, so finance. To o tem sploh se ne da, ni potrebno debatirati, ker to je vsem skupna točka. Večinoma, če pa gledamo vsebinsko, je pa tu, da imajo neko idejo, recimo ena skupina ima idejo in je treba to idejo spraviti k življenju, kar pomeni, da je treba narediti neki prototip, treba neko storitev do konca izoblikovati. Tu se velikokrat dogaja in hvala Bogu sicer, da v zadnjih časov vedno manj, se pravi, da nekdo naredi izdelek in potem gre na trg. Kaj se zgodi? Cel navdušen gre na trg, pa ugotovi, da trg tega izdelka ne rabi oziroma ne prepozna. In je tu tole nenehno testiranje, ta nenehna povratna zamka, kjer je potrebno še preden se gre na trg, redno testirati izdelek in pa storitev. To je to, kar se sicer zdaj izboljšuje, ampak je naslednja stvar, ki je problematična. In pa seveda podjetniška znanja, glede na to, da če prihajajo z tehničnim ozadjem, teh nekih vsebin podjetniških pri nas v našem šolskem sistemu ni oziroma jih je zelo malo. Tako da to so tiste tri glavna področja, kjer so problemi oziroma je treba najti pomoč oziroma jih izobraziti. In če omahujete ali biti in imeti podjetje ali ne, ali ste dovolj kreativni ali ne, vrhovnik pravi. Zdaj, če govorimo o podjetniškem udejstvovanju, tu moraš biti kreativen, tu moraš biti inovativen, predvsem pa tu moraš biti vztrajen, če že ne trmast. Ampak trmast v tistem smislu, da kakšni težki zagoni, in to so pri vseh startupih, vas ne odvrnejo od tega in zgodbo zaključite. To so tiste tri zadeve, ki jih vsak podjetnik bi mogel vedeti oziroma jih tudi v sebi imeti. V Mariboru so se konec meseca mudili beloruski gospodarstveniki in investitorji. Glavna tema je bila, kako sodelovati s to državo, ki je članica Evroazijske gospodarske skupnosti. Na prvem slovensko-beloruskem poslovnem forumu je sodelovalo 137 slovenskih in okoli 50 beloruskih podjetij. Predstavniki obeh držav si obetajo konkretne rezultate. Dejansko belorusko gospodarstvo išče visoke tehnologije,
ravno tukaj smo mi močni, Internet of Things, ki je buzzword v svetovnem merilu, to imamo mi že projekte, ki so realizirani in bi jih lahko ponudili tudi beloruskim partnerjem. Hkrati smo svetovni vodilni ponudnik krmilnikov za kotle na biomaso oziroma peči na biomaso in mislim, da je tudi v Belorusiji nekaj proizvajalcev, ki bi lahko nadgradili svoje produkte z našo tehnologijo in bili globalno konkurenčnejši. Maribor represents quite a good possibilities. You are one of the most industrialized cities of Slovenia, and here quite a number of possibilities exist in wood processing, in metal processing, in machinery production. Tourism is a possibility too, so I think there will be an interest from Belarusian companies regarding these possibilities. Takšne konference so vedno dobrodošle, predvsem smo dobri na področju rešitev za IP telefonijo, tako da bi te rešitve, ki smo jih uspešno plasirali tukaj, še z veseljem tudi kam na beloruski trg. Kaj bi pa recimo za vas pomenilo en tak preboj oziroma vstop na 180 milijonski trg pravzaprav? Nekaj odličnega. Mislim, vsak trg, ki je zrel, ki je stabilen, je dobrodošel. Tako da Belorusijo jaz sigurno vidim kot dobro partnerco. Sam osebno sem si izmenjal toliko nekih vizitk in toliko nekega follow-upa bom iz tega naredil. Meni osebno je to zelo koristi, verjamem pa da tudi veliki večini današnjih udeležencev. Zakaj pa je pravzaprav potreben ta osebni pristop, stik, spoznavanje z roko v roki, dobesedno rokovanje namreč? Veste, kako je, posel še vedno delamo ljudje in predvsem ljudje, ne? In v primerih, ko brand našega delodajalca ali države ne pomeni dovolj, imamo samo svoj lastni brand in najprej prodamo sebe, svoj karakter, najdemo podobno dušo na drugi strani in to je osnova za posel. Vsekakor je glavna beseda ali pa misel tukaj povezovanje. In to vidim tudi namen današnjega dogodka v tem. Povezovanje prvič na sami slovenski strani. Kar nekaj posameznikov je že šlo in najbrž tudi šlo samostojno v Belorusijo ali katerikoli drug trg, vendar nikoli ne bodo dosegli toliko, kot bi lahko znotraj ene skupine. In sam vidim namen današnjega dogodka tudi v tem, da se spoznamo, vidimo, kakšne karte imamo in gremo organizirano na beloruski trg. Zdaj, če govorite o kartah, potem je absolutno naslednje vprašanje, kaj je pa slovenski adut, da ne rečem celo mariborski adut, ker konec koncev projekt je Invest in Maribor. No, še vedno velja tisti izrek, da imamo kvaliteto, ki jo znamo ponuditi za primerno ceno. Tega se zavedajo tudi Belorusi, tudi širše, SND države. In to dejstvo, podkrepljeno z slovanskim skupnim imenovalcem, naredi rezultat na koncu dneva. Я скажу, что во всех отраслях экономики можно bistro. Tukaj vidim več priložnosti. Ne gre samo za prodajo enih proizvajalcev v Sloveniji kupcem Belorusiji in obratno, ampak gre tudi za ustanovitev skupnih podjetij, mešanih podjetij. Vidim možnosti tudi na področju agronomije, na področju strojništva oziroma proizvodnje strojev in tako naprej. Če se bo to skupno sodelovanje uresničilo, potem mislim, da bo to prineslo velik dobiček, kar bo dobro za obe strani. Ne toliko slovenski, no i beloruski kompaniji. Našemu podjetju je koristila konferenca absolutno. Mi smo dosti kontaktov dobili oziroma z vsemi smo se tudi individualno srečali. Od avtomobilske industrije, kjer je za Alotekom v naši družbi je to največji promet oziroma glavni promet podjetja MLM, do tudi, kar se tiče radiatorov, ki jih tudi sam predstavljam, smo dobili še dva nova kontakta, to pomeni dve novi podjetji, ki se ukvarjajo in na področju, potencial je na področju OEM-a, to pomeni private labela, kakor tudi na področju retaila oziroma distribucije, tudi projektov in tako dalje. Tako da jaz mislim, da tukaj je ogromen potencial, ki se vidi že na eni neveliki konferenci, kaj bi šele bilo, če bi mi z skupnimi močmi nastopili vsi na trgu.
Mi smo tudi že pred časom smo dobili idejo z podjetniki iz branže, da bi mogoče naredili skupne nastope na sejmu. To vse moramo delati. Mi moramo tole delati, ker nas je dosti malih. Da se lahko borimo z velikimi, da smo tudi cenovno recimo nekam konkurenčni. Po drugi strani pa moramo zaslužiti. Zdaj, vse veste, prvi in glavni cilj v družbi je making money. To pomeni, da družba posluje dobičkonosna. Mi jim ponujamo neko vrhunsko kakovost za neko optimalno ceno in skozi to prizmo, če naredimo primerjavo, vidimo, da Slovenija v svetu po določenih izdelkih kar visoko konkurira. Konkurenčnost seveda celotne ponudbe pa je zelo zahtevna. Danes so meje odprte, svet je ena majhna globalna vas. Partnerji iz Belorusije, s katerimi sem imel srečanja, so zelo zanimanjem spremljali naše predstavitve in, kot sem že prej dejal, upam si dobrega sodelovanja, nadejam si dobrega sodelovanja. Za naše podjetje je koristno predvsem v pridobivanju novih strank in širjenju našega tržnega potenciala. V sodelovanju z beloruskim trgom vidimo prednosti v tem, ker je Belorusija v carinski uniji z še 5 državami, kar predstavlja 180 milijonski trg, kjer so pa še toliko večje možnosti. Je to rešitev recimo za slovenska podjetja, se na tak način povezovati, delati, ne vem, izvoze? Takšen način povezovanja je sigurno zanimiv, spodbuden za slovenska podjetja, kajti z takimi srečanji lahko razširimo svoje poslovanje tudi na področja, kjer zdaj nismo prisotni. Zanimivo je, da so si podobno želeli tudi predstavniki javnih podjetij, za katera naj bi doslej veljala miselnost, da so zgolj ali samo javna in se jim ni treba toliko truditi na področjih trženja ali mednarodnega povezovanja. Definitivno en korak bil narejen v smeri posodobitve žičniških naprav na Pohorju. Do zdaj je veljal nek princip, da obstajata dva podjetja v Evropi, ki se s tem ukvarjata in si delita svet. Danes smo tukaj ugotovili, da obstaja še nekdo, ki bo oziroma po kvaliteti in ceni konkurenčen, to pa bomo še preverili v nadaljnih mesecih. Kaj bi lahko bile prednosti povezovanja, torej tudi za javna podjetja povezovanja v mednarodnem smislu? Prednosti jaz mislim, da je več. Prva je sigurno finančna, druga je množica ljudi, ki tam živi, pa se mi mogoče malo manj zavedamo. Jaz verjamem, da vsi ti ljudje, ki so danes tukaj iz Belorusije, niso zadnjič tukaj. Fajn je, da so stacionirani tu pod Pohorjem, da vidijo hrib. Ogromno od njih se zanima, kaj tam gori je. Mi smo jih vljudno povabili, naj pridejo tudi z družinami to pogledati. To so eni koraki, ki bodo prinesli nekaj novega v mesto. Če bo prišlo do kakega sodelovanja in menjave finančnih sredstev, kjer so oni trenutno v veliki prednosti pred nami, ker imajo letih več, bo pa to toliko boljšega. Zgubiti nimamo kaj pri tem povezovanju. Mislim, da je prav, da kljub temu, da gre za javna podjetja, konkretno v našem primeru za javni zavod, da prevzamemo proaktivno vlogo in tudi sami nekaj naredimo, da ne bo rečeno, češ, čakate ali boste dobili delo ali ne. Bilo je tudi že strani lastnikov povedano, da moramo več narediti na tržnem delu in mislim, da je to zelo smiselno, zelo pametno, ker ti tudi prvi rezultati iz pogovorov so že vidni. Slišali smo, tako vsaj po govoricah in neuradno, da naj bi se Belorusi pravzaprav zelo zanimali za področje farmacije, ker naj bi bilo to pri nas toliko bolj kvalitetno. Drži, da se zanimajo, ker smo imeli kar direkten kontakt, torej B2B pogovori so stekli, ravno kar se odpravljamo še na ogled, konkretno naših podjetij, govorim za podjetja v lasti javnega zavoda Mariborske lekarne, torej Farmadenta in Marifarma, imamo ogled, zainteresirani so, zdaj glede kvalitete njihove strani ne moremo ocenjevati. Je pa dejstvo, da pri nas so zadeve urejene in sigurno iz pogovorov razvidno zelo interesantne za Belorusijo, pa tudi za ostale države, s katerimi oni sodelujejo, torej na njihovem področju sosednje. Dejstvo je, da imamo določene certifikate tudi za Rusijo, ki so že veljavni in je zato zelo lahko tudi vzpostaviti poslovno sodelovanje za Belorusijo. I have some meetings with Maribor
manager of pharmaceuticals companies. I think it was very useful, very pleasant, and we have some proposals each other from the first minutes of the discussions, and I visited Maribor Enterprises yesterday. I saw for you some very interesting details, and we find very interesting arrangements for near future. Slovensko-beloruski forum je bil prvi v vrsti aktivnosti, ki jih na mestni občini Maribor pripravljajo za spodbujanje gospodarstva. Premiero ocenjujejo kot uspešno. To so izvajanje občinskega programa za gospodarstvo. Želimo si spodbuditi mariborske podjetnike, da pridobijo poznanstva, da pridobijo kontakte, da se spoznajo z poslovneži širom Evrope in tudi po svetu in da si s tem najdejo tudi kakšno poslovno priložnost za sebe. Ena izmed aktivnosti za spodbujanje gospodarstva so tuje delegacije v tujino, ki bomo tudi zagotovili sredstva, da se stimuliramo mariborske podjetnike. Drugo pa je, da organiziramo dogodke v Mariboru. Tako je prva letošnja izmed 3 dogodkov je Slovensko-beloruski poslovni forum, katerega namen je ravno to, da se spoznavajo, da firme med sabo in tudi, da Maribor predstavi svoje investicijske projekte, kateri bojo pomagali pri zagonu gospodarstva. Vsaka poslovna priložnost bo dala svoj del. Jaz sem zelo optimistične številke prej slišal tukaj v dvorani, tako da je pa vse veste, v poslih so potrebni koraki, tako da že sam gospodje tu so govorili, da se vračajo v Maribor, torej so očitno našli nekaj stvari, ki jih zanimajo. V prvi fazi pa naj bi predstavniki slovenskih podjetij širili proizvodnjo v Belorusijo. Med uspešna podjetja lahko prištevamo tudi takšno, ki je svojo pot začelo pred 2 letoma in pol kot start-up. Gre za podjetje e-forma, ki se uveljavlja kot spletna stran mojmojster.net za pomoč pri iskanju izvajalcev za gradbena in obrtniška dela pri gradnji in prenovi objektov. Ja, v bistvu odločitev ni postala samo po sebi umevna, da bomo podjetniki, ampak smo našli problem oziroma evidentirali problem kot mladi arhitekti, da je zelo težko dobiti izvajalca za gradnjo in prenovo in smo rekli, dajmo nekaj narediti na to temo in začeli smo ugotavljati, da je pomembno, da formaliziramo to idejo, da naredimo podjetje, da začnemo v bistvu izstavljati račune konec koncev in zaradi vsega tega se je pač naša podjetniška pot začela. Tudi pri njih je bil začetek težak. Začeli smo se ukvarjati s tem, kakšne brošure bomo izvajalcem pošiljali, oblikovali smo logotip cele dneve, in smo to ustanovitev podjetja vedno bolj predstavljali. Ko pa je prišlo do te odločitve, smo 3 prijatelji, v bistvu takrat še študenti, zbrali vsak 2500 € za ustanovitveni kapital in preprosto šli na točko VEM in naredili podjetje. To je šlo zelo hitro pravzaprav. Brez pomoči strokovnih institucij ni šlo. Ja, sigurno je bila potrebna pomoč. Najprej sploh nismo razmišljali, da bi se lahko prijavili na kakšna start-up tekmovanja. Nismo mislili, da bomo bili pravzaprav sploh primerni za kaj takega. In potem pa smo se prijavili tudi za pomočjo, veliko so nam pomagali v tovarni podjemov. Pravzaprav bili potem drugi, dobili subvencijo z nepovratnimi sredstvi in to nam je pomenilo, da smo dejansko lahko ta produkt razvili do te mere, da je danes že zelo uporabna zadeva in resnično rešuje probleme. Začetniška finančna pomoč pri snovanju njihovega produkta je bila dobrodošla. Šlo se je za nepovratna sredstva in sicer šlo se je za 3 tranše v skupni vrednosti nekje okrog 80 000 €, nekoliko več. In šlo se je za to, da smo pravzaprav morali mi zalagati denar in potem nam je država, če smo bili ustrezni, to vrnila v 3 tranšah. 3. tranšo še zdaj čakamo, smo pa si denar zagotovili iz lastnih sredstev in posojil. Pri snovanju podjetja so si predstavljali, da bo dosti lažje, a so naleteli na ovire, vendar pa so jih po analizi uspešno odpravili. Na eni strani smo rekli, da bomo imeli izvajalce, na drugi strani bomo imeli ljudi, ki rabijo izvajalce, mi bomo zgolj naredili platformo in jih povezali in pri tem seveda zaslužili. Ampak
Videli smo, da so problemi na strani izvajalcev, ki v bistvu imajo preveč dela, problemi na strani investitorjev, ki mislijo, da bodo izvajalci čudežno prišli in jim dali ponudbo, ne da bodo poklicali ali pa se kakorkoli drugače angažirali. Videli smo, da je zelo težko zaračunati našo storitev, da nas ljudje jemljajo kot posrednike, da mešamo meglo in tako naprej. Predvsem do nekih inovacij v slovenskem prostoru veliko odpora. Potem, kaj je bil problem, je, da so bili vsi ostali krivi za to, da naša platforma slabo deluje, pravzaprav pa smo mi imeli slab produkt, in čez čas smo se začeli pogovarjati z strankami, pogovarjati smo se začeli z izvajalci in začeli ugotavljati, katere so tiste stvari, ki jih moramo vsakodnevno izboljševati, ne živeti v nekem svojem mehurčku kreativnosti, ampak biti v dialogu z trgom, in to nam je prav omogočilo, da smo nekako prebili led. Slika podjetja je danes v porastu. Danes smo na 3800 izvajalci, s katerimi sodelujemo v Sloveniji. Prejeli smo povpraševanje za okrog 14 milijonov evrov skupne vrednosti. Na dan prejmemo od 10 do 30, včasih 40 projektov, od pleskanja do gradnje hiše, do fasade za 10 000 kvadrati, tako da je pravzaprav ta sistem že kar prepoznaven. Vizija podjetja jim je jasna. V prihodnosti bi radi bili platforma, ki bi olajševala torej iskanje izvajalcev, neki regijski igralec, predvsem tukaj v tem delu Evrope. Vidimo predvsem še veliko izboljšav na podlagi logistike, izbire izvajalca za vzdrževalna dela, za večje projekte. Vidimo veliko nekega prostora za povezovanje nekih freelancerskih manjših podjetij v neke večje aglomeracije, ker veliko večjih podjetij vidimo, da je sedaj ne deluje po krizi iz 2008. Tako da razvoja in pa možnosti za revitalizacijo gradbenega trga je ogromno. V tokratni rubriki startupov smo se pogovarjali z direktorjem mladega podjetja Drugi vid, kjer razvijajo programe za različna podjetja. Najbolj pa so prepoznavni po razvoju mobilnih rešitev za slepe in slabovidne. Že od malega sem na nek način sanjal, da bi nekaj ustvaril, pa da bi nekaj začel. Z vpisom na FERI sem na nek način lahko že malo, razvijal ta svoj potencial kreativnosti. In takrat smo se sem spoznal kar nekaj sošolcev, kateri so imeli podobno strast do izdelovanja stvari, do programiranja. In to je tudi pripeljalo do tega, da smo kot sošolci se zbrala skupina 4 študentov, kjer smo si mislili, pametna tehnologija je, pa mobilni telefoni, to je prihodnost, bomo naredili nekaj za to. Smo videli opcijo, kako bi lahko z pametnimi telefoni pomagali slepim in slabovidnim osebam. Smo se z idejo prijavili na samo tekmovanje, na tekmovanje Imagine Cup v sklopu tega podjetniškega inkubatorja v Mariboru. In smo rasturali na nek način. In takrat smo vedeli, da želimo delati naprej še samo to, da želimo na nek način vedno ostati nekako v tej podjetniški vodi. Mi smo imeli naš največji katapult, kaj nas je na nek način izstrelil v to podjetništvo, je bilo predvsem to tekmovanje Imagine Cup, preko katerega smo se prijavili preko tega podjetniškega inkubatorja v Mariboru. In to nam je predvsem dalo veliko medijsko prepoznavnost, kar pomeni tako, da smo se na nek način, ker smo bili po različnih medijih in tudi po medijih v tujini. Na samem tekmovanju smo uspeli zelo visok položaj za Slovenijo, ker je bilo tekmovanje mednarodno in je bilo več kot 300 000 študentov prijavljenih, kar posledično pomeni, da nam je bilo bistveno lažje spoznati kakšne poslovne partnerje in na tak način smo tudi pridobili investicijo. Brez same investicije, pa brez dejanskega kapitala, ki smo ga potrebovali za začetek podjetja, bi bilo zelo težko. V prvi fazi smo bili študentje, ker kot študent si vedno imaš omejen budžet. Že samo podjetje, če želiš ga registrirati, stane 7500 evrov, kar je za študente kar velik strošek. In na nek način nam je pomagal prvi investitor Tomaž, ki nam je dal denar, je rekel, ok, fantje, probajte, kaj lahko iz tega naredite. Tudi ti razpisi, kot so naprimer P2A, ti na nek način sofinancirajo podjetje, ampak že na začetku rabiš določeno količino kapitala, zato da sploh dobiš ta razpis. Največji problem je vedno denarni tok.
To je največji problem vsakega podjetja. Torej v bistvu kako čim prej, s čim manj resursov zgraditi produkt in ga dati v stranke, ki v bistvu ti za ta produkt nekaj plačajo. To je v bistvu zelo enostaven koncept in v bistvu to je v bistvu najtežji del, ki ga v podjetništvu lahko srečamo. Ja, v prvi fazi seveda, glede na to, da nismo imeli nekih pretiranih izkušenj v samem podjetništvu, smo imeli težave, vsekakor. Smo pa v bistvu prišli še v podjetniški inkubator Wire v Londonu, kjer smo tudi dobili podporo vrhunskih mentorjev. Tudi začetki našega mentoriranja so tudi segali tu v Mariboru, v ta podjetniški inkubator, kjer so nam v bistvu Jure, pa Urban, pa Matej v bistvu kar pomagali pri pripravi našega poslovnega načrta in pri naši poslovni ideji, s katero smo na nek način lahko tudi lažje prišli v Anglijo, ne. Vsekakor imam za podjetje zelo velike cilje. Že sedaj imamo v bistvu podjetje v Sloveniji in v Angliji, kjer na nek način že vsako leto boljše poslujemo. Čez 10 let se recimo vidim kot solastnika podjetja z več 100 zaposlenimi in z najboljšega na svojem področju, ki je v bistvu programiranje mobilnih aplikacij in pri razvoju in prodaji produkta, ki bi kakšnim takšnim podjetjem, kot smo recimo mi, tudi lažje pomagal uspeti. To je bilo vse v tokratni oddaji in nasvidenje do prihodnjič, ko bomo ponovno pokazali in spregovorili o pozitivnih primerih mariborskega gospodarstva. Bodite kreativni in inovativni. Nasvidenje.